Ja, težko splošno vprašanje. Jaz mislim, po eni strani je boljše, kot je bilo prej, recimo, ko si imel odgovorno ministrsko funkcijo. Delo je bolj pestro, po drugi strani je pa seveda zahteva dodatne veščine, znanja, pa tudi spremeni stil življenja in dela, ker nenazadnje se vsak teden večina časa preživiš v tujini. Tja se moraš pripeljati, ker je glavni logistični problem. Samo delo in vsebina pa mi kar ustrezata, recimo delam v odboru, ki ga obvladam že odprej, kultura, izobraževanje, mladi, šport. Drugi del mojega dela pa je sestavljen iz kmetijstva, tukaj pa ogromno področje in tu svoje niše še moram še poiskati. Ja, tudi v Ljubljani se dela, ravno danes, ko smo odpirali to pisarno, moje predstavništvo, recimo tukaj v Sloveniji, to pomeni, da se aktivno dela tudi doma. Pisarna organizira razne dogodke in teh je kar vsak vikend kar nekaj, tako da ohranjaš neki živi stik z svojim volilnim telesom oziroma svojo državo. Seveda je poručno, da si kakšen dan ali pa ura ostane tudi za svoje najbližje. Ravno te logistične pomoči pri organizaciji dogodkov in pa tudi pri ohranjanju nekega permanentnega stika z volilnim telesom. Ta pisarna bo imela uradne ure, ljudje bodo vsem prihajali, pisarna bo vodila razne evidence, zahteve, skratka neko komunikacijo z slovenskim volilnim telesom in pa organizacijo mojih dogodkov v Sloveniji. Pisarna v Bruslu in pa Strasbourgu oziroma v Bruslu pa organizira moje delo v Bruslu in pa Strasbourgu. Zlasti so mi tam tudi nekoliko bolj v strokovno pomoč. En asistent pokriva kulturo, drugi agrikulturo in pa vse ostalo. Pa seveda, že od prvega dne volitev se ljudje obračajo z pismi, z e-maili, s telefoni, imajo takšne drugačne želje in zahteve. Organizirali bomo kar se da veliko tudi izletov v Bruselj za neki fond, z neko skupino ljudi lahko tudi sofinancira te izlete. Ostali bodo prišli na svoje stroške, mi pa seveda tam pripravimo vse potrebno logistiko, organizacijo, izlete morda ali pa predstavitev dela parlamenta. Jaz niti ne bi delil tega mnenja. So kar nekateri glasni, ampak učinkovitost dela Evropskega parlamenta se ne kaže samo po govorih na plenarnem zasedanju ali pa po kričanju in motenju dela drugih kolegov, ampak je bolj pomembno vsebinsko delo. Lahko si poročevalec za posamezno področje ali pa tudi brez, da imaš kakšno posebno funkcijo, lahko veliko postoriš na posameznem področju. Jaz zdaj kanim veliko storiti na področju, ki ga že obvladam odprej. Tukaj imam v našem odboru največje izkušnje ali pa sem med tistimi, ki ima največje izkušnje in tukaj lahko veliko pomagam. Ne vem, če bo tudi dovolj vidno moje delo. Trudili se bomo z mojimi kolegi, da bomo dobro predstavili to delo slovenske javnosti. Ampak še enkrat pravim, parlament ima tudi določene kazalce, indikatorje, ker merijo delo posameznih poslancev, recimo kolikokrat je bil na glasovanju, kolikokrat je govoril, koliko točk je zbral pri posameznih poročilih kot poročevalec in podobno. Ampak to so formalni pokazatelji dela. Včasih je v bistvu očem nevidno, ali pa je bolj globje skrit, ampak tudi ti formalni pokazatelji so dobri, ker kažem neko disciplino poslancev. Večkrat opažam, da na plenarnih zasedanjih manjkajo takoj po glasovanju naravna prazna skoraj, ker ni dobro za javnost evropske državljane, da gledajo prazen parlament. Čeprav je drugi strani treba povedati, da je ravno v istih časih potekajo razne delovne skupine, tako delovne skupine ali pa celo odbori ali pa politične skupine imajo sestanke, tako da v istem času, tako kot v slovenskem parlamentu, poteka veliko stvari in videz prazne dvorane včasih lahko predstavlja, da je neko napačno sliko, češ da poslanci ne delajo, ampak so ravno v tistem času na kakšne druge dolžnosti. Ampak vendarle,
bi bilo zlasti na mini plenarkah potrebno paziti, da so poslanci v dvoranah in da se organizirajo druge oblike dejavnosti izven tega plenarnega zasedanja. Ta stvar ima več dimenzij. Politično je zagotovo taka, da je Zofija Mazej Kukovič izvoljena poslanka, ki pač čaka na prijetje Lizbonske pogodbe in bo predstavljala Slovenijo kot 8. poslanka oziroma našo politično družino. Formalno pravno pa je treba seveda nekatere stvari še urediti. Manjka verjetno kakšen ugotovitveni sklep slovenskega parlamenta, da je omenjena gospa 8. poslanka izvoljena na letošnjih volitvah in to se pošlje v Bruselj in ne bi smelo biti večji težav z njenim mandatom. Seveda pa je to taki sklep ali ugotovitev odvisno od politične volje večine v Sloveniji, ki pa ni naklonjena temu dejstvu, da bi Zofija Mazej Kukovič bila 8. poslanka, čeprav je v celoti pripada ta mandat in ni nobenih političnih, moralnih in etičnih razlogov, da ona tega ne bi dobila. Bojim pa se, da lahko nekateri, in v tem kontekstu tudi razumem Vajglovo problematiziranje tega, da bodo poskušali nekateri zavlačevati, ampak to je že malo onkraj fair playa in pa politične kulture, menim. Nedovoljene volitve niso možne. Prvič, verjetno slovenska javnost ne bi sprejela dejstvo, da bi morali organizirati za velike denarje volitve samo za enega kandidata. Čeprav je na nek način bilo že pred volitvami popolnoma jasno povedano, da se voli tudi 8. kandidat, ki bo pač dobil mandat takrat, ko bodo za to ustvarjeni strukturni pogoji z sprejetjem Lizbonske pogodbe. Poleg tega so še nekatere druge težave z ponovnim. Imamo volilni sistem, ki ne omogoča izvolitve enega kandidata. Tudi evropski volilni red ne predvideva za evropske volitve enega kandidata in nastalo bi kar vrsto tehničnih in logističnih, organizacijskih in tudi pravnih vprašanj, kako izvoliti še enega kandidata. Jaz mislim, da bo postopoma potrebno spremeniti zakonodajo, zakon, ki ga lahko vladajoča večina takoj spremeni, če ga želi. Mislim pa, da za podelitev mandata gospe Kukovič ni potrebno nobena sprememba zakona, pa zgolj ugotovitveni sklep na podlagi letošnjih volitev.